Športni pozdrav, sem Samo Masleša, doktor kinesioloških znanosti, predavatelj in trener z mednarodnimi izkušnjami. Zasnoval sem inovativni športni program, ki vključuje najsodobnejše izsledke nevroznanosti, pozitivne pedagogike ter kineziologije. Sklop predavanj in praktičnih prikazov vaj z vsebinami programa omogoči trenerju, da identificira ključne vsebine za razvoj talenta in jih kljub pomanjkanju časa smiselno umesti v nogometni trening. Sodeloval sem z najuspešnejšimi nogometnimi klubi Slovenije, Univerze v Bologni, Nogometno zvezo Italije, pa tudi klubi in zvezami Španije in Nemčije. Izbrane vsebine so odločilno vplivali na športno kariero Roberta Lewandowskega, Sebastiana Hallerja, Zidana, Hazarda, Kamavinge, pa tudi kreatorke nizozemske reprezentance Jackie Groenen. Na gimnaziji Šiška v Ljubljani smo predstavili vsebine GSMP v obliki seminarja in praktičnih prikazov vaj tudi vodjem regijskih centrov pri Nogometni zvezi Slovenije, trenerjem nogometnih oddelkov in trenerkam reprezentanc. V tem videu si bomo ogledali povzetek seminarja iz Ljubljane. GSMP sloni na 4 nosilnih stebrih: tehnika varnega padanja, strategije vstajanja, pravilno dvigovanje bremen in igra v kontaktu. Z navedenimi sklopi vaj načrtno vplivamo na izboljšanje reakcijskih časov in boljšo orientacijo v prostoru. Raziskava je pokazala, da kar 70% vseh poškodb nastane zaradi nepravilnih padcev. Med predstavitvijo so se trenerji lahko seznanili z inovativno metodiko učenja varnega padanja v situacijah, ki so značilne in prilagojene dinamiki v nogometni igri. Poudarek je bil na avtomatizaciji spuščanja težišča in pomenu porazdelitve sile na čim večjo površino. Pri učenju smo sprva uporabljali debele blazine, na koncu pa so bili vadeči sposobni varno in neboleče izvajati padce tudi na trdi podlagi, po doskokih na eno ali obe nogi, po rotacijah in potiskanjih nasprotnika. Športnik, ki bo znal varno in brez strahu pasti, se bo bolje znašel tudi v igri v kontaktu, saj pri obeh vrstah gibanj delujejo podobni mehanizmi gibalnega nadzora. Igralec mora že med izgubljanjem ravnotežja ohranjati pozornost na žogi ter znati izbrati najbolj učinkovito strategijo vstajanja, kar pa dosežemo z variacijo vadbenih sredstev in širokim naborom vaj ter prehodov skozi različne opore. Učinkovite so tudi vaje v parih, ki terjajo prilagajanje in sodelovanje. Pri dvigovanju bremen je poudarek na učenju pravilne tehnike dviga, gibanja z bremenom ter spusta, pri čemer je bolj učinkovito, ko uporabljamo lastno težo kot protiutež bremenu, ki ga želimo dvigniti. To nam omogoča premagovanje večjih bremen, doseganje večje vzdržljivosti v moči, eksplozivnosti ter seveda varnosti. S tem sklopom vaj se nogometaši učijo sodelovati, razvijajo pa tudi koordinacijo nog in orientacijo v prostoru. Pri vadbi v kontaktu se morajo možgani bistveno hitreje prilagajati na spreminjajoče okoliščine, ki jih poleg same dinamike igre narekuje tudi nasprotnik, ko ruši ravnotežje in vsiljuje svojo igro. Ključno je predhodno določenje pravil, ki zagotavljajo večjo varnost. Z njihovo variacijo pa vplivamo tudi na igralno prilagodljivost in kreativnost. Z borilnimi igrami krepimo samozavest, borbeni duh, taktični način razmišljanja in sposobnost predvidevanja. Vaje ločimo glede na intenzivnost kontaktnih situacij, ko na primer nasprotnika spremljamo med gibanjem, igre s pasom ter prave borbene situacije vlečenja in potiskanja iz prostora, z njimi pa učinkovito izboljšujemo tudi moč in vzdržljivost. Na seminarju smo predstavili tudi metodo progresivne vadbe stabilizacije ter vaje za učinkovito spreminjanje smeri gibanja posamično in v paru. Uporabili smo pasove, obroče, stožce in gumijaste ploščke. Seminarji GSMP so zelo dobro sprejeti v svetu nogometa, saj nadgrajujejo nogometna znanja, omogočajo večjo dinamiko ter svobodo gibanja, so pa tudi pomembno orodje pri preprečevanju poškodb. O tem pričajo tudi navdušene izjave trenerjev, ki so se udeležili seminarja. Seminar glede gibalne vsestranosti je bil danes zanimiv. Vsebine, ki predstavljajo temelj vseh športov, pravi te osnove gibanja, kot so padanja, vstajanja, vlečenja, potiskanja
je dr. Masterša predstavil na zelo igriv in zabaven način. Gibalno vsestranost bi bilo potrebno vključiti v klubske sredine, v mlajše starostne kategorije, vsekakor pa se da trening zelo zanimiv narediti tudi v starejših starostnih kategorijah. Seminar gibalne vsestranosti je bil zanimiv in poučen za nas trenerje, profesorje športne vzgoje, inštruktorje Nogometne zveze Slovenije in pa seveda tudi same igralce. Zato sem mnenja, da ga je bilo potrebno vključiti v nogometni del treninga in pa seveda tudi v del športne vzgoje v srednjih osnovnih šolah. Mislim, da bi na Nogometni zvezi in konkretno v nogometu tudi prav prišel. Tudi pri izobraževanju trenerjev se bomo posluževali tega programa. Priporočam za vsakega trenerja, da poskuša vključevati gibalno vsestranost in temo, katero smo danes videli in so nam predstavili, kar se da v veliko mero svojega treninga. Nogometaš, ki je spreten v zračnih dvobojih in v igri v kontaktu, zna učinkovito razbremenjevati in varno pasti ter se hitro ponovno postaviti na noge, bo tudi bolj samozavesten in sposoben izbrati bolj kreativne in nekonvencionalne igralne rešitve. Program GSMP je zelo primeren za mlade športnike in profesionalne nogometaše. To smo mi opazili na letošnjem treningu, ki smo ga izvedli. Neka zabava, nekaj drugačnega, pomagati pri orientaciji v prostoru, pri reakcijski hitrosti in to bi priporočal mladim fantom, ker tukaj dobiš neko stabilnost, neko elastičnost, kar je zelo pomembno v profesionalnem športu, ker to je postalo robotizem. Kdor ni najboljše pripravljen, nima več šanse v današnjem športu. To je bila zabava, ni bilo monotono in bi ga absolutno priporočal marsikateri delovni skupini oziroma športni, da malo razširi svoje obzorje. Za izvedbo seminarja in vaj v živo me lahko kontaktirate. Moj kontakt in še veliko drugih zanimivih vsebin o programu GSMP lahko najdete na naši spletni strani.